Dragi prijatelji, Bog daj srečo, zdrave, ljubezni, pa dosti zavedanja. Odkar na Facebook pa Instagram pišem neke zapise o življenju, odkar snemam videe o življenju in na storijih objavljam našo družino, hkrati odkar sem napisal knjigo, odkar imam predavanja in odkar postavljamo družino, se ogromno ljudi obrne na mene z vprašanjem oziroma z opisom neke situacije družinske dinamike, kjer je največkrat tako, da je ženska razočarana, moški se sploh ne približa družini, če pa se, pa zmerja mamo in govori, kak je samo prisesana na njegovo denarnico, kako je nesposobna, kako samo gnjavi, kako ne vem kaj. Hkrati pa žena joče, kako si želi družino držati skupaj, kako ji partner ne pomaga, kako ji ne stoji ob strani in podobno. Ena zadeva glede teh družinskih odnosov oziroma družinske dinamike je zelo, zelo, zelo pomembna in vam bom povedal svojo izkušnjo. Najprej pa bi vam rad povedal to, da jaz ne vem vsega. Res je, da vem ogromno stvari, videl sem že na postavitvah družine, pa slišal zgodb ogromno, slišal sem še več rešitev za vse to, ampak nisem jaz tukaj, da bi delil nasvete oziroma delil rešitve. Jaz sem tukaj zato, da vam lahko preusmerim pozornost na tisto, kar je najpomembneje v družinskem odnosu. In najpomembneje v družinskem odnosu je to, da poznaš samega sebe. Ko enkrat poznaš samega sebe, zdaj ni važno, ali si moški ali si ženska, ko poznaš samega sebe, točno veš, kakšne naloge imaš, kakšne so tvoje obveznosti, kakšni so tvoje talenti, kakšne so tvoje prednosti in točno veš, kaj je tvoja naloga. Jaz vem, da nas to ni nihče učil, pa tudi od svojih staršev se nismo verjetno naučili, kaj bi naj to bila ljubezen. Verjetno, kak dobro. Ravno zadnjič, ko je bila patronažna sestra, pri nas smo se pogovarjali o tem, kdo so popolni starši oziroma kdo so popolni otroci. Popolni otroci iz oči staršev so vedno, ne glede na to, kaj počnejo, to so popolni otroci. Na koncu večera ali pa zjutraj, ko se k tebi stisne, to je popolno bitje, ti ga imaš rad, ne glede na to, kaj počne. Kaj se pa tiče popolnih staršev, dragi prijatelji, mnogi ljudje, ki imajo otroke, ki stopijo v vlogo starša, se sekirajo oziroma sprašujejo, ali so dovolj dobri starši, ali so popolni starši, ali so ne vem kaj. Morate vedeti nekaj, dragi prijatelji, sami ste bili otroci, poznate ogromno ljudi iz otroštva, ki so vam razlagali njihove zgodbe ali pa ste jih videli, če ste bili pri njih na obisku, na počitnicah. In point je ta, da iz otrokovih oči ni popolnih staršev. Razen, ko otrok odraste in sprejme starše takšne, kot so. Ker moramo se zavedati nekaj, dragi prijatelji. Vsak človek na tem planetu, jaz nisem samo jaz. Ko je mene Kaja spoznala, ali pa prejšnje partnerke, bom govoril za Kajo, ko je Kaja mene spoznala, ni spoznala samo mene, ampak je spoznala tudi nekaj, kaj sem se naučil od prejšnjih partnerskih vez. Spoznala je mojo celo družino oziroma celo vejo družinskega drevesa po mamini strani, po očetovi strani, vse to sem jaz. Moja naloga pa je, dragi prijatelji, predno. Zdaj, če se je zgodilo v navalu strasti ali pa v navalu neke zaljubljenosti, ljubezni, kakorkoli, vse se da popraviti, bomo prišli do rešitve. Predno sem se jaz podal v družino, hvala večnemu Bogu, sem naredil tisto, kar je bilo potrebno. Jaz sem že kot otrok, ni mi bilo všeč, kak je odnos sta imela starša, ni mi bilo všeč, kak je odnos so imeli starši do mene, ni mi bila všeč naša družinska dinamika in zaradi tega sem se vedno obračal nekam drugam, nekam ven od familije. Samo šel sem ali na kolo, ali peš, ali pol smo še, hvala Bogu, imeli psa. Vsako sezono sem bil, oziroma vsake počitnice sem bil pri drugem prijatelju, nikjer nisem bil nikoli zadovoljen, da bi lahko obstal. Zakaj?
Zato, ker je bilo v meni noter, so bili neki programi, ki jih jaz nisem maral. Programi mojih staršev, da obsojajo, da so preveč ustrežljivi, da pomagajo tudi, če jih noben ne prosi za pomoč, da samega sebe sem zavračal, da sem drugim pomagal, pozabljal sem na samega sebe in to je mene ubijalo. In skozi partnerske zveze sem se kasneje začel, najprej sem iskal tisto, kaj sem najbolj rabo, to je to, da me vsaj nekdo opazi, pol da me ima nekdo rad, pol neka zunanja lepota, pol nek uspeh, vse to sem dobil in vedno sem se počutil enako. In potem sem se po tej zadnji zvezi odločil, da jaz ne želim več samo iskati okrog sebe ljudi, s katerimi bi si ustvaril družino, ampak si jih želim ustvariti na način, da sam postanem najboljša verzija samega sebe. In kaj to pomeni? Moja naloga je bila ta, sam sebi sem si jo zadal, ker sem si želel ljubezni oziroma neke družinske dinamike, kjer bomo srečni, kjer bomo plesali, kjer se bomo imeli fajn, kjer se bomo smejali. Moja naloga je bila ta, da znam poskrbeti sam zase. Preselil sem se na svoje, neki ših sem si naučil sem se kuhati, pospravljati, cote prati, vse to, kar je počela moja mama, vse to, kar je počel moj oče, vse to sem se želel naučiti sam, da znam sam vse narediti. In ko sem znal sam vse narediti, sem začel samega sebe opazovati in sem samemu sebi dvignil vrednost. In sem rekel, imel sem tudi punco, za katero sem jaz skrbel, vse sem jaz doma naredil, spucal, pospravil, kuhal, dal prat, ajde likal nisem, zato ker nismo likali, cote dal prat, obeso, vse, kaj je bilo treba doma narediti, sem vse jaz naredil, školke, vse, kaj je treba. In takrat sem tudi ugotovil, da ne mislim delati na mesto drugih, lahko pa z drugimi sodelujem. In takrat sem tudi v glavi, hvala Bogu, izgubil koncept, da jaz pomagam svoji partnerki v gospodinstvu. Pri nas ni tak. Pri nas je naše gospodinstvo oziroma naša družina je najino kraljestvo in oba delama zanj. Torej, če nekomu se ne da, nekdo nima volje, ima kaj drugega za delati, ima kako strast, ima kako neko drugo zadevo, bom jaz brez problema naredil isto Kaja. Ampak nikoli pa ne izkoriščamo drugega. Vedno da vsak od sebe največ, kaj lahko. In to je najpomembnejše v družini, dragi prijatelji, da ti veš, kdo si, kakšna je tvoja naloga in od sebe daš največ, kaj lahko. Problem pa nastane, kadar mi od partnerjev, pa od otrok, pa ne vem od koga še vse, pričakujemo, kaj vse bi oni mogli narediti, ker to smo mi prebrali v knjigah. Dragi prijatelji, knjige, pa ti videi, tudi moji videi, parkrat mi je že nekdo napisal, oziroma par ljudi se je oglasilo, ravno danes se je ena oglasila in to me ravno motiviralo, glede tega, kako trpijo otroci ločenih staršev. Jaz sem ta video posnel kot vse ostale iz svojega stališča. To je moja resnica. Jaz govorim, snemam te videe v največji meri zaradi sebe, ker govorim zgodbo ven in ko govorim zgodbo ven, sam spoznavam, kaj se meni dogaja, sam spoznavam, na kak način gledam svet, če pa še komu drugemu to pomaga, pa hvala Bogu. Zato vedno opozarjam, to je moja resnica in ne se trdno držati te resnice, razen če z vami rezonira, če vam je všeč, če čutite, točno tega si želim, potem vedno dobrodošli, vedno mi lahko pišete, vedno se lahko obrnete na mene, mi date temo za video, brez problema posnamem. No, ta video je bil, kako otroci ločeni staršev trpijo. To sem rekel samo iz enega razloga, ker smo mi dva s Kajo, se dosti krat ostavimo, pa pogledamo okrog sebe, pa rečemo, le kako lepo, zdaj pa si zamisli, da mi dva ne bi bila skupaj. To sem posnel zaradi tega, ker mi dva se dosti krat lupčkama in ko mali Tijas to vidi, še Nola se smeji, ko je 1 mesec stara in ko mali Tijas to vidi, on takoj prileti k nama, pa takoj roke gor, on hoče gor k nama, pa se lupčka. In to je bil razlog, zakaj sem jaz rekel v tistem videu, da otroci ločenih staršev trpijo. Naslednji dan ali pa še isti dan, ko sem video naložil, se mi je javilo par ljudi, ki so rekli, jaz sem otrok ločenih staršev in sem srečen, da so šli na razen. Tega pa jaz v videih nisem povedal. Vam zdaj povem,
Včasih je otroku celo boljše, lažje prenašati starša, da je vsak na enem koncu, on živi pri enem staršu, k drugemu hodi na obisk, ali pa ne, ali pa deljeno. Raje to požre, kot pa da se starša ne marata, pa sta na silo skupaj. Zato ne poslušati, zdaj, če imate vi neko drugačno dinamiko ali pa neko drugačno razmišljanje, ne poslušati, kaj jaz govorim, pa ne poslušati oziroma vzeti za sveto, kaj knjige pišejo. Glede knjige. Zadnjič mi en kolega tu je rekel, Holc, jaz sem bral Pogovori z Bogom, edino pomembno od Donalda Neila Walsha, od Wayna Dyerja, od Esther Hicks, to je tam vse tako napisano široko, pa dobim tvojo knjigo malo v roke, tako jo prinesem. Taka tanka knjigica je rekel, pa dobim tvojo knjigo v roke, pa začnem brati, pa si mislim, kaj te to je. Niko, pa ti samo opisuješ svoje življenje. Ampak, potem pa prijem na stran 28, kjer je naloga, ki naredi spremembo. Dragi prijatelji, prosim vas, delajte, kaj hočete, ampak tudi moja šola je bila to. Jaz sem bral knjige, hodil na seminarje, poslušal srečne ljudi, kjer so govorili, kako bi naj bilo. Ženska mora delati to, ženska mora biti taka, ne vem kaj še vse. Moški mora biti, ne vem kaj, ker sploh nisem tega poslušal. Mene je samo zanimalo, kako mora ženska biti. Samo odgovornosti drugih so me zanimale. No in potem sem prišel v partnersko zvezo z vsem tem znanjem in sem gledal na svojo partnerko, pa sem mislil, pa kakva te si ti. V knjigi piše, da je moglo biti drugače. Namesto, da bi se vprašal, Matjaž, pa kaj je s tabo, kak si lahko sploh tako izbral, zakaj si tako izbral, kaj si pa ti naredil, da bo ona lahko takšna, kot je v knjigi, ne razumete? No in to je ravno razlika med knjigami, pa niti ne med knjigami, ampak med bravci. Če imaš ti knjigo, ki je samo tekst, pa če kaj od tega odneseš, hvala Bogu, pa daš nekaj v prakso, je knjiga naredila svoj namen. V tej knjigi noter v Odloči se zase, lahko jo dobite pri meni, samo pišite mi, cene nima, ima samo prostovoljne prispevke. V tej knjigi noter pa je naloga, ki te pripeljete do nekega čustva in je naloga, kjer jo moraš ti narediti. Če je ne narediš, si spet sam kriv. Ta knjiga je bila napisana v prvi vrsti za mene, v tistem trenutku, ko sem jo jaz pisal. Jaz se tako živo spomnim, ker sem bil v nekem stanju, kjer sem pozabil na telo, ampak sem bil samo prisoten, samo se je vlivalo v mene noter neko znanje oziroma neke besede, jaz jih pa samo takoj pretipkal na papir. In ko sem jaz pisal, sem bil, wow, kaj si nor, ti si nor. In sem prišel do tega, da sem to nalogo napisal, potem pa sem knjigo, pač te liste sem si najprej sprintal, da sem pošel skozi, pa pregledal, pa lektoriral, pa bla bla bla. In enkrat sem si vzel čas, pa sem knjigo prebral kot bralec. In sem prišel do te naloge, pa sem si rekel, to je pa nekaj najboljšega, kaj je možno. Za mene spet, dragi prijatelji, moja naloga ni, da vas jaz prepričam, da je to najboljše, kaj je možno. Moja naloga je, da vam povem, kaj se je meni zgodilo, ko sem naredil to nalogo. Naloga govori, sploh ne rabite knjige vzeti v roke, ampak naloga govori, prvi list. Prvi list moraš napisati vso jezo, vse, kaj ti gre na živce, moraš napisati na list papirja. Drugi list, ki ga vzameš kasneje, ko daš vso jezo ven, ker je čustvena lestvica obstaja, tega si nisem jaz mislil, to je v človeški naravi že od nekdaj. Ko daš ti vso jezo, frustracije ven, drugi list prebereš, oziroma ko prvi list prebereš v nekem bolj mirnem stanju, je noro, ker se umiriš in ko se umiriš, si lahko greš na drugi list, kjer napišeš, kaj vse si želiš. Želim si tega. Pa ne zdaj pisati iz glave, kaj vse je prav, da si želiš, ampak dejansko probaj napisati to, kaj čutiš. To je najbolj pomembno, da daš ven to, kaj dejansko čutiš, tudi tiste bedarije, slabosti. Želim si hitrega motora, pa da je za mano punca v tangicah, brez modrčka, takimi joški, tako ritne. Nima veze, ker to isto ostane samo za tebe. Tretji ga prebereš, no, in na tretjem listu pa napišeš, kakšno življenje si želiš čez 1 leto. Tukaj pa si že v čist drugem stanju. Zakaj? Pri prvem listu si še jezen, živčen, zafrustriran, vse daš ven, se omiriš, napišeš, kaj si bi pa dejansko želel, pa ko še to prebereš, pa več nisi samo omirjen, ampak si
miren, nisi umirjen, to pomeni, da to je isto, kot da si takrat, ko si lačen, pa ti poješ, pa čutiš tisto olajšanje, zdaj sem se pa najedel. Še vedno obstaja potreba po več hrane, obstaja potreba po pitju, potreba po počivanju, potreba po ne vem čemu. Ko pa daš ti vse potrebe ven, ki jih imaš, da pač govorim na čustveni ravni, na ravni čaker, ko daš ti to vse ven, kjer se napetost nabrala, takrat se sprosti ta axis mundus in se, ki govorim, Marjan Ogorevc govori o axis mundusu, takrat se sprosti ta pot in takrat si ti pretočen in takrat ti napišeš, kakšno življenje si želiš v roku enega leta ali pa še več iz tvojega bitja, iz tvoje duše, tisto, kaj daje tvojemu telesu pa umu življenje od tam. Predtem si pa ti napisal samo, kaj si želiš iz svojega uma, kaj so ti drugi povedali, avto, babe, gnar, to zdaj govorim iz moškega stališča, ne vem, kakaj je za ženske, torbice, šuheci, ne vem, kaj še, kavice, Instagram profil, ne vem, kaj vse. No, in ta knjiga te prisili, da to napišeš in ko to napišeš, dragi prijatelji, si naredil največjo stvar, ki jo je potrebno narediti v življenju. Obrnil si se v sebe, odločil si se za sebe. Kaj pa jaz lahko prinesem v družino, kaj je moja naloga, kaj je moja odgovornost, kaj so moje želje in kaj se zgodi, dragi prijatelji, ko to enkrat veš, ko veš, kdo si ti, kaj si želiš, česa nočeš, zakaj tega nočeš, kakva je tvoja odgovornost, kakve so tvoje naloge in pravice. Ko vse to veš, ti nadaleč prepoznaš ljudi, ki bi rekel, niti približno si ne predstavljam s tabo družine, s tabo niti približno. In kaj se je meni zgodilo, dragi prijatelji? Jaz sem še danes nadaleč prepoznavam ljudi, s katerimi bi se želel družiti. Družim se z vsemi, ampak da pa bi jaz vzel telefon, pa ga poklical, pa rekel, stari, gremo to, gremo ono, gremo tisto, redki. Ko smo se midva s Kajo spoznala, prva stvar, ki je bila, dragi prijatelji, prvi pogovor je bil o tem, kaj smo mi v življenju spoznala. Drugi pogovor je bil o tem, kako midva vidimo Boga. Pa to se midva nismo zmenila, smo rekla, gremo se pogovarjati o Bogu. Ne, midva smo si vzela neke poezije, pa smo začela brati in potem smo razglabljala in potem smo midva hodila v globino. In takrat sem jaz spoznaval, samega sebe lahko spoznaš do neke ravni, z drugimi ljudmi pa lahko sebe spoznaš še globje. Zdaj ne govorim o zavesti, ki jo lahko spoznaš z meditacijo brez drugih ljudi, ampak o svojih programih, svojih navadah, načelih, vrednotah, ki si jih povzel iz okolice, to se lahko naučiš ti z drugimi ljudmi, ko z njimi kontaktiraš, ko imaš z njimi stik, ko se z njimi pogovarjaš. In midva smo se pogovarjali neke stvari in sem jaz ugotovil, koliko še imam jaz. Prej sem vam rekel, da nisem jaz, samo jaz, ampak to, kaj me je okolje naučilo, ata mama, pa njihovi predniki. In skozi najne pogovore sem jaz ugotovil, koliko še imam jaz nekih stvari, ki jih nočem v življenju. In jaz sem to njej povedal, to pa to imam, ampak tega nočem. In ona je rekla, ja, jaz pa glih obratno od tvojega imam, pa si obratno tebe želim, da bomo lahko skupaj nekaj ustvarila. In to se dogaja. Recimo Kaja je po svojih starših povzela to, da ona kar pove, kaj ona brez dlake na jeziku pove, včasih celo preveč grobo, kar ona čuti, pa ne glede na to, ali je to foter, ali je to babica, ali je to kolegica, s katero je že 30 let prijateljica, vseeno je, ona kar pove. In dosti krat je to prineslo neke spore z drugimi ljudmi, ljudje niso marali, ne vem kaj, tudi njej ni bilo mogoče vedno všeč. Jaz pa sem bil taki, da sem vedno vsem vse ustregel. In smo potem našla neko skupno točko, jaz pa nikoli nisem znal nič povedati. In sem se od nje naučil, da je treba povedati, ampak lahko poveš na lep, prijeten način. In smo se skupaj, recimo, to je samo ena stvar, in smo se skupaj tega naučila. En je prinesel v partnerstvo nekaj, drugi pa nekaj. Ampak midva smo si oba priznala, da imamo eno slabost, eno sem zdaj izpostavil. Priznala smo si, da imamo slabosti, priznala smo si, da imamo prednosti in priznala smo si, da včasih nismo potrpežljiva. In ko sem jaz, recimo, nepotrpežljiv, Kaja ve, ali sem utrujen, ali sem lačen, ali me nekaj muči in točno ve, kaj mora narediti. Vprašati me more, kaj si želim, če mi lahko ona kak pomaga. In polko jaz rečem, ne želim si samo v svoj mir, mi ona da mir, ne več dreza v mene. V večini primerov, dragi prijatelji, pa so ljudje tako radovedni, kaj se dogaja z drugimi ljudmi, da tudi če rečejo, želim si mir, pa tudi če grejo ven, oni še kar kličejo, oni še kar, jaz sem bil točno taki.
Ko mi je nekdo rekel, samo mir mi daj, sem jaz, kaj sem za vas nekaj narobe naredil, ti hočeš pred mano mir, ziher je z mano nekaj narobe. On je pa samo svojo željo povedal. Kasneje, kaj smo še s Kajo ugotovili, je bilo to, da igramo vloge, vloga partnerja, vloga starša, vloga moškega, vloga uslužbenca, vloga prijatelja, vloga bratranca, vloga sina, vloga hčerke, vloga še kaj. In ko smo mi to ugotovili, da mi dva igramo vloge, ampak nismo te vloge, da smo mi nekaj čist nekdo, ki izbira vse te vloge, ampak ta nekdo nima nobene osebnosti, ta nekdo sprejema, je ljubezen, je miren, je radosten, v vsem vidi vse lepo. In ko smo mi dva še prišla do tega, skupaj, s pogovori, cele noči smo se pogovarjala, ko smo prišla do tega, vsakič, ko stopi kdo v neko vlogo preveč resno, nič ni narobe, ko si v vlogi, pa delaš to, kar je treba, otroku daš mejo, z otrokom se igraš, si sin napram staršem, si prijatelj napram drugim ljudem, nič ni narobe, ampak, ko pa začne kdo od naju trpeti v teh vlogah, pa se samo spomnimo, alo preveč si v vlogi, izstopi iz nje ti bo lažje. Ampak spet, noben ni jezen na drugega, kak je to mogoče? Zato, ker smo vsak pri sebi že predtem vedela, kdo smo v resnici. Z meditacijo se pride do tega, z molitvijo, z dobrodelnim delom se pride do tega, z recimo potovanjem brez denarja, kjer se moraš sam znajti, prideš do tega, kdo ti si v resnici. In ko ti veš, kdo si v resnici, brez problema stopiš v družino. Če pa se zgodi, dragi prijatelji, to je zdaj bilo namenjeno mlajšim, tistim ali pa starejšim, ki še nimajo družine, kaj je treba vse narediti, da bo začelo pol štimati. Ker isto je, če ti ne znaš pisati, ti ne moraš iti na časopis delati, ti se moraš najprej naučiti pisati, naučiti brati, naučiti besede pravilno skupaj sestavljati ali pa pač nekem svojem slogu, kakorkoli, moraš znati pisati, če hočeš delati za časopis. Isto je v družini. In so nekatere stvari, ki nas jih ni nihče naučil. Prej sem rekel, razen starši, da bi nas mogli starši naučiti, kaj je to ljubezen, pa nas niso. So nas naučili, dragi prijatelji. Če mislite, da vas niso naučili, kaj je to ljubezen, samo pomeni, da jih niste sprejeli takšne, kot so. Mi na postavitvah družine ugotavljamo, da ko otrok sprejme starše, ne glede na to, ali sta ločena, ali se kregata, ali imata splave, ali sta super skupaj, ali karkoli, otrok vedno v njih spozna, kaj je to ljubezen. Vidi, ne glede na to, da sta človeka ločena, ne glede na to, da sta človeka skregana, je med njima neka energija, ker če si ti z nekom skregan, pa mu nagajaš, je to čist isto, kot pa da ga ljubiš. Samo ti ne znaš uporabiti jezika ljubezni, ne upaš sam sebi priznati, da je to ljubezen, ker ko ti do nekoga čutiš povezavo, ti si z njim povezan. Zdaj pa, če bo nekdo rekel, da je sovraštvo nasprotje ljubezni, se krepko moti. Sovraštvo je samo nasprotni pomen, ki si ga dal tej isti energiji. Če ti rečeš, recimo jaz, ko smo bili še mladi v Froci v osnovni šoli, pa nam je bila kakva punca všeč, te smo pa potisnili, pa kepali, pa torbo vzeli, pa skrili, pa pač na nek čuden način smo ji pokazali, da nam je všeč. In isto še večina ljudi dela danes, ki ljubijo nekoga dejansko. Pri nas je bil tak primer, da moja mama je bila z vsemi sosedami skregana, zaradi savjete, zaradi tega, ker je Murka rasla prek, zaradi nekih bedarij. Za tango sta vedno potrebna dva, tako da ne morem prelagati vse odgovornosti pa krivde samo na mojo mamo, ampak na vse ostale. Se so tako bili vsi med sabo skregani. Zakaj? Ker niso imeli kaj za delati. Ker niso vedeli, kdo so. Navajeni so bili od 8 do 5 delati vsaki dan, pol so pa šli v penzijo, pa več niso vedeli, kaj bi, te pa so samo iskali, kdo kaj dela narobe. Ker je to šef z njimi delal, ker so to starši z njimi delali in to je edino, kaj znajo. Zakaj je starš z otrokom dela na način, da išče v njem, kaj dela narobe? Zato, ker mu hoče to popraviti. Mu ga hoče opozoriti, gled, to delaš narobe, ne mu pa pove, kak bi pa ne naredil, da je prav, zato, ker starš sam ne zna, ker so z njim popolnoma enako delovali. In to je tisto, kako smo mi prenašali vzorce iz generacije v generacijo. Torej, jaz nisem samo jaz, ampak so še vse moje pretekle generacije v meni. No,
ko je bila moja mama skregana z sosedi, mi je bilo tako zanimivo, se tako živo spomnim, za eno sosedo pa ni bila, pa jaz sem bil star 7 ali pa 8 let, ne, jaz vem, da sem še hodil do 4. razreda v šolo, pa sem enkrat bil zraven, pa je meni mama doma govorila, kak je ta soseda čudna, pa tečna, pa skozi samo slabo vidi, pa ne vem kaj, pa smo, ne vem, čez 2 uri smo pa šla k njej na kavo, pa je z njo bila tako ok, pa sta skupaj šimfale 3. sosedo. S 3. sosedo pa so šimfale to drugo sosedo, oni 2 sosedi pa sta šimfale mojo mamo. In je bilo meni tako, pa punce, se imate res rade, da zapravljate svojo energijo, svoj čas, svoje misli, svoje besede. Vi bi se lahko ukvarjali s svojim možem, z vrtom, z šivanjem, z drugimi prijatelji, s čemerkoli, ampak ne, ve 3 se ukvarjate eno z drugo, kaj kjera dela narobe. Meni se zdi, da ve, niste skregani. Jaz sem bil star 7 pa 8 let, pa mi je bilo to jasno. Teda, če imate male otroke, pa imate težavo v družini, vprašajte otroka, on ve točno vse, kaj je prav, pa kaj ni prav, on vam bo takoj rešitev povedal. Samo probajte, dovolite mu, da pove resnico, ne ga obsojati. Vprašajte ga, pa pustite, da pove, pa nič ga obsojati, samo zahvalite se mu, da vam je povedal po resnici. No in ko sem to gledal, sem rekel, fuck, ve se sploh ne sovražite, ve se imate rade. In kasneje, skozi leta, ko sem jaz delal iste bedarije, mi je postalo jasno, da je ljubezen in sovraštvo popolnoma enako, samo razlika je v mojem pomenu, ki ga jaz dam temu odnosu. Pika. To je to. Tako da, če imate kakršnekoli težave v družini, dragi prijatelji, vabim vas, da prijete na postavitve družine, kjer boste lahko gledali, kakšne probleme imajo druge družine, kjer boste lahko igrali vloge v drugih družinah in boste marsikaj za sebe spoznali, hkrati pa lahko tudi vam postavljamo vašo družino, da vidite dinamiko, kaj se dogaja, ker nekaj je, pogledajte video postavitve družine, tam vam bo več jasno, nekaj je, da mi verjamemo svojim očem, ampak dosti krat si prikrivamo resnico, večkrat se nam je že zgodilo, da je foter mučil svoje otroke, mama pa si je zatiskala oči, pa je govorila, ne, to jih samo vzgaja, rad jih ima, čeprav je sebi vedela, da to ne sme početi, in je potem to prenesla na svojo hčerko, pa še svojo hčerko, potem pa je tista pravnukica prišla na postavitev družine in je rekla, fuck, jaz točno vem, kaj se dogaja, točno čutim, dogaja se pa točno to, kaj mi zakažete. Ona misli, da je to prav, ve pa, da ni prav, in to je tisto trenje, ki nastane v nas, ko mi čutimo naše bitje, točno ve, kaj je prav, mi se ne rabimo učiti, kak se dela z ljudmi, ker sami vete, dragi prijatelji, sploh če imate izkušnjo z malim otrokom, ko dobiš malega otroka v roke, nehaš se dret, bliže greš, šepetaš, nasmehneš se, drugačen pogled dobiš, to je v nas, tega nas ni noben naučil in to vsi znamo, čisto vsi. Isto, ko se nekdo joče, znaš biti sočuten, vse je v tebi, čisto vse je v tebi. Problem pa je ta, da si mi zatiskamo oči pred resnico, ker verjamemo temu, kaj so nam drugi povedali, kaj smo prebrali v knjigah, kaj smo se naučili na seminarjih, kaj smo se naučili od ne vem koga. Dragi prijatelji, edina naloga, ki jo ima človek v tem življenju, ko je star, recimo, ne vem, se vseeno, ko odraste, je ta, da se začne ločevati od tega, da se znebi tega balasta, ki mu ga je okolica nanesla na njegov ker bolj ko trgaš stran, tako sem prej rekel, ko daš ven prvi list, pa daš ven drugi list, pol ti komaj prideš do bistva. Kaj pa mi delamo? Mi pa smo že pri prvem listu, pa načrtujemo, pričakujemo, pa smo jezni, pa se čudimo, kako je to možno. Kako je to možno? Poglej svoje pretekle besede, misli, dejanja, pa ti bo popolnoma jasno, zakaj je danes tako, kot je. Sem se razpizdil. Dragi prijatelji, mi nismo narejeni za to, da trpimo, mi smo narejeni za to, kaj je ljubček, mi smo narejeni, da se imamo fajn. Takoj pridem. In to je najbolj pomembno od vsega. Mi smo tukaj, da se imamo fajn. In če se želite imeti fajn, kar sem prepričan, da si želite, ker drugače mi ne bi pisali, drugače ne bi brali knjig, drugače ne bi izobraževali. Če si res želite biti srečni, dragi prijatelji, vzamite si čas zase, naredite, kar je treba, znebite se balasta. Jaz recimo sem to delal skozi pisanje, pa skozi pogovor v ogledalo, kasneje skozi pogovor še z svojo partnerko, prijatelji,
In vedite, da čisto vse, kar se zgodi na tem planetu, se zgodi za moje dobro, za tvoje dobro, za dobro tvojega partnerja, za dobro tvojega otroka. Vse, kar se zgodi za dobro tebe. Tvoja naloga pa je, da iščeš, kaj je v vsem tem, kar se okrog tebe dogaja, dobrega. Kaj dobrega ima ta mali otrok za mene, kaj dobrega ima ta knjiga za mene, kaj dobrega ima klošar za mene, kaj dobrega ima sončni vzhod za mene, kaj dobrega ima rastlina, ki raste, kaj se lahko jaz iz nje naučim, kaj se lahko od tega potegnem za svoje življenje. In ko enkrat odpreš oči in si nehaš, prej smo rekli, da dosti na postavitvi se to kaže tak, da vedno gleda v tla ali pa da reče, da ne more gledati, da ne more odpreti oči. In namesto, da si mi prikrivamo resnico, treba je odpreti oči, to boli, dragi prijatelji. Zakaj boli? Zato, ker tudi, ko so nam prvič rekli ne, pa ko so nas vdarili, pa ko so nas kaznovali, pa drugič rekli ne, pa 10. rekli ne, je vsakič bolelo. In valjda bo zdaj tudi bolelo, ko bo šlo v stran. Ampak hkrati ob tej bolečini pa se dogaja isto, kot se dogaja ob porodu, dragi prijatelji. Ženske boste razumele. Zadnji iztisk, ko ženska iztiska, jaz sem bil 2-krat zraven, pa mi je jasno, kaj se dogaja. Boli ko pes, kaj je bila modra, vijolična, to je vse, kaj 1 mesec je od poroda, pa še vedno čuti trebušne mišice. Vse jo je bolelo, ampak kak je otrok prišel ven, je bilo olajšanje, splačalo se je. In točno tak se dogaja, dragi prijatelji, ko ti zdaj si še reči, mama, jaz sam pri sebi, ko napišeš na list, nočem biti takšen kot mama, to me moti, kakšen pa si želiš biti, taki pa taki. Matjaž, kakšen si resnično želiš biti, ker dosti krat je tak, najprej napišeš, nočem tega, nočem, da vidim vse črno. Kaj je pol tvoja naslednja želja? Želim si vse videti belo, nočem biti lačen, želim si hrane. Pa naslednja stopnja, ko si v 3. listu, v Axis Mundusu, pa rečeš, želim si jesti zdravo hrano, primerne količine, bio, recimo, pa brez mesa, recimo, pa želim še zraven trenirati, da bom telo ohranil pri dobri kondiciji, zraven pa še želim delati dobre odnose. Me razumete? Motlo te je, da si debel, recimo, in tvoja jeza, 1. list je napisan, nočem več biti debel, drugi list je vedno uporništvo, hočem biti suh. 3. polko pa ti 3. list začneš pisati, pa napišeš tisto pravo željo in sicer želim si biti zdrav, ne nočem biti debel, pa hočem biti suh, ampak hočem biti zdrav, me razumete? Zato je to tako pomembno, zelo, zelo pomembno je, dragi prijatelji, da vi vidite, če se nočete, da vidite vaš uporniški duh, upor vašega uma. 3. stopnja pa je komaj, tisto je komaj pravo, pa je vaša želja. Ampak pogledajte, kaj se je moglo zgoditi. Najprej ste si mogli priznati, da vas nekaj moti, da vas nekaj muči. Verjetno, žal, je to trajalo 30, 40, 50 let, da ste si prvič priznali, fakt, nočem tako živeti, me razumete? In ko priješ ti do te stopnje, gre hitro se obrne, najprej se upreš, pol pa greš v tisto, kaj si ti dejansko želiš. In zato vam jaz iz srca priporočam, dragi prijatelji, da si naročite to knjigo, nima cene, poštnino jaz plačam, samo pišite mi na Messenger, na mail holc.matjas@gmail.com, vstopite v kontakt z mano, v knjižnicah jo imate tu na izposojo, pa naredite to nalogo. Zakaj je dobro? Če samo 28 strani preberete Jevrejev, zakaj? Ker jaz opisujem svojo zgodbo, kaj se meni dogajalo, kaj me vse jezi, potem dam neke prispodobe not in iz nekega čustvenega stanja počasi odpiramo oči in v tistem čustvenem stanju napišemo, kaj nas muči, kaj si želimo, pa kaj si zares želimo. In to je tisto edino pomembno, dragi prijatelji, v našem življenju. In potem se vračati k temu listu, kaj si dejansko želiš, ker kaj se bo zgodilo kasneje. Jaz sem prišel do tega, ko sem vedel, kaj si dejansko želim, pa je prišel trenutek, ko sem 3 tedne zapored delal dosti, pa sem bil že utrujen, pa sem samo gledal finančno plat, pa zdravstveno plat, pa sem že pozabil na tisto, kaj si dejansko želim, ampak sem bil, fakt, tega več nočem, kaj pa hočem biti doma, hočem počivati. In utrujen človek si želi počitka, zdrav človek pa si želi delovati, želi pomagati, želi dajati. In jaz sem tudi dosti krat pozabil na ta 3. list
In sem se vedno znova vračal k temu 3. listu. Ne na staro zapisano, ampak sem na novo pisal. Danes recimo, že zjutraj, ko se zbudim, se kar sam pri sebi, jaz že imam avtomatsko to narejeno v svoji glavi, ker sem tolikokrat to vajo naredil, da je to v meni. Avtomatsko mi gre na 3. list, kaj si dejansko res želiš v življenju, biti srečen. Čeprav je ura 5 vjutro, ko mi budilka zvoni, čeprav je zunaj minus, pa moram čuhati šajbo, pa mi avto ne takoj žge, pa moram verglat, pa čakat, pa tučt gor po štarteru, pa imam rdeče na semaforu, pa imamo gužvo na šihto, jaz se vedno vrnem k tistemu 3. listu, kaj si ti dejansko želiš, biti srečen, ok, si lahko srečen ob vsej tej gužvi, ki jo imaš, pa vsem tem, kaj se ti je zgodilo zjutraj, seveda si lahko, na kak način si lahko, naredi si muziko na mopedu, nasmej ljudi, ponudi jim nekaj, kaj jim lahko daš, ali je to nasmeh, ali lepa beseda, ali objem, ali samo pogled. In jaz sem vedno, tudi če smo imeli 1000 položnic, pa 2 kartici, kjer je Ljubica pisala, ali pa kak iz Nemčije, ali pa iz dopusta, kjer so pisali, je meni tisto toliko veselja prineslo, ker me je spomnilo na 3. list, fagle, niso samo položnice na svetu, pa tudi, ko so položnice, kako srečo imamo, da imamo, pa jaz lagam lepo pisma, kako srečo imamo, da lahko plačamo elektriko, kako srečo imamo, da imamo pitno vodo, kako srečo imamo, da nam smeti odvažajo, kako srečo imamo, da lahko gremo srat, pa ne rajemo skrbeti za naš drek, zato ker imamo kanalizacijo, kako fajn, da imamo te položnice, kako fajn, da so službe, kako fajn, da lahko sploh mi to nekomu plačamo, kako fajn, da lahko to nekdo dela. Me razumete? Jaz ne gledam življenja iz stališča, joj, pizda, zdaj treba plačati, ali pa na drugi strani, se pa mi imamo full cash, ampak gledam, kaj je dobrega, kaj je z vsem tem dobrega, kaj se lahko iz vsega tega naučim za sebe, kaj je v tem, kaj je v življenju tako lepega. Me razumete? In to je tisto, kar je zelo, zelo, zelo pomembno, da klapajo odnosi v družini, ko ti znaš najti dobro v življenju, bo znal dobro najti v sebi, bo znal dobro najti v partnerju, bo znal dobro najti v otroku, bo znal dobro najti v kraljestvu skupnem. In ko si enkrat sposoben v vsem tem videti dobro, kaj mislite, dragi prijatelji, sami si odgovorite, kaj mislite, kak se človek počuti. Ali pa na nasprotni strani, ko v vsem vidiš vse slabo, samo pričakuješ, da bi bilo vse popolno po tvojih merilih, ti pa imaš zaprte oči, noben ne vidi, kaj je za tvojimi zaprtimi očmi, če ti tega ne poveš. Povej, kaj je za tvojimi odprtimi očmi, najdi neki skupni kompromis. Če ne gre, ga najdi najprej samim sabo. No, in če ti v družini, v partnerju vidiš samo najslabše, v sebi vidiš samo najslabše, v otrocih vidiš samo najslabše, v sistemu vidiš samo najslabše, v obdobju, v katerem smo se znašli, vidiš samo najslabše, ja, kak se počutiš? Dragi prijatelji, za vse smo sami odgovorni, vsak sam posameznik je odgovoren, kaki odnos ima samim sabo. Res je, da smo se rodili v neke družine, kjer nam niso dali verjetno nekega kako se temu reče, primera, kako bi se naj delovalo z človekom, kako se bi naj delovalo samim sabo. Kaj češ, naučili pa so nas, kako se ne tega dela. In če že gledaš, ok, kaj dobrega se lahko jaz iz svoje družine primarne, kjer sem jaz bil otrok, kaj se lahko od tam naučim, kako ne živeti. In to je že ogromno, ker tako sem že milijonkrat rekel, če grem jaz, da imam 100 punc na razpolago, pa da jaz vem, bludink nočem, jih bo takoj 40% odpadlo. In mi je že dosti lažje med 60 zbrati, lažje je zbrati med 60, kot pa med 100. Po bom vedel, recimo, nočem tega, pa tega, pa tega, pa jih bo spet odpadlo, pa nočem tega, pa tega, pa tega, pa bo spet odpadlo in pol bo ena ostala, s katero bom pa začel iskati tisti 3. list, kaj pa lahko mi je skup naredimo. Zakaj ravno z njo? Zato, ker nima vsega tega, kaj mene moti. Ampak da pa bi jaz vedel, kaj mene moti, dragi prijatelji, moram sam pri sebi ugotoviti, kaj to je, od koga to je, pa kak se je ta človek, ki mi je to naučil, počutil. Če imate kakršnokoli misel, ki vas moti, ali pa dejanje, ali pa besede, ki jih govorite, se vprašate, ali je to moje. Odgovor je vedno ne. Nič si ne sam zmisliš, vedno od nekaj pripelješ. Če pa ti dobiš misel iz izvora, pa se nikoli ne sprašuješ, ali je to moje, ali ni to moje, ampak samo uživaš. In ko se vprašaš, kot je nekaj hudo, se vprašaš, ali je to moje, ni moje. Kdo me je to naučil? Foter, prijatelj, župnik, ne vem, učitelj. Kak se je on počutil, je njemu fajn ali mu ni fajn? Po mojih merilih je on srečen ali ni srečen? Verjetno ni srečen, ker če tebe moti, da kleješ,
se ti zdi, da tudi on ni srečen, ko kleje, ker ko kleje ga viš, pide, me razumete? Vprašajte se, je to moje ali ni to moje? Ni, verjetno ni, pa jaz sem 100% da ni, ker sam sebi človek ne škodi. Njemu škodi samo tisto, kaj je od nekoga drugega čul, in tisto njemu škodi. Sam sebi človek ne bo škodil. Ker, dragi prijatelji, roko na srce, če veste, da vas neka hrenovka sili k bruhanju, kaj boste jo jedli ali ne? Verjetno ne, se pa nismo nori. Dovolj bo. Spet 40 minut, pa to ne moreš verjeti. Dragi prijatelji, hvala za vašo pozornost. Lepo se imejte, vse dobro vam želim. Pa splača se, dragi prijatelji, splača se.